Lepo pozdravljeni. V središče je prišla Katja Berg-Bevc, ki se v teh dneh poslavlja z mesta predsednice podmladka Nove Slovenije. Je tudi strokovna sodelavka poslanske skupine na več področjih, v nadaljevanju pa se bova posvetili predvsem šolstvu. Pa tikali se bova, kaj ne? Tako, lep pozdrav tebi, Andreja, in vsem najinim poslušalcem in gledalcem. Dobrodošla in lep pozdrav tudi tebi. Bom začela provokativno, ker vedo, da se jim nič ne more zgoditi, si upajo še več. Tako je slišati vzgojne strokovnjake po nedavnih posnetkih medvrstniškega nasilja, ki so zakrožili po spletu. NSI je tukaj jasna, ne le zaščita žrtev, kaznovati je treba tudi storilce. Predlagali smo spremembe kazenskega zakonika v tej smeri. Drži. V NSI imamo v bistvu dovolj tega, da se samo pogovarjamo o tem, da medvrstniško nasilje obstaja, da ga vedno bolj zaznavamo, nič se pa ne naredi. Spomnim se zadnja 3 leta recimo v Državnem zboru na Odboru za izobraževanje in Odboru za notranje zadeve konstantno obravnavamo to problematiko medvrstniškega nasilja, mladoletnikov in tako naprej. In vedno znova se samo pogovarjamo o tem, kaj se je zgodilo, kaj bi bilo treba narediti. Tudi sprejeti so sklepi, da je treba sprejeti neke ukrepe za preprečevanje, ampak potem se enostavno nič ne zgodi in lahko se samo skliče nova seja, spet samo debatiramo, razpravljamo in je samo nek začaran krog, nič se pa ne naredi. Tako da zato smo v NSI pripravili v bistvu 2 zakonska predloga, ki se dotikata področja medvrstniškega nasilja. Eno je to, da bi tudi mlajši mladoletniki bili bolj kazensko odgovorni, ker se jim lahko dosodi tudi mladoletniški zapor, in pa za starejše mladoletnike se v bistvu ta nabor kaznivih dejanj, za katerega dobijo mladoletniški zapor, razširi. Vse v bistvu z namenom, da se mladi zavejo, da so tudi oni kazensko odgovorni in da jih lahko doletijo posledice, ko naredijo neko družbeno nesprejemljivo dejanje. No, to je en predlog, potem je pa še drug, ki je pa bolj vezan na šolski prostor, se pravi, kadar se medvrstniško nasilje ali pa neka druga odklonska ravnanja dogajajo v razredu, ki pač motijo celoten razred in kratijo pravico do pač varnosti in izobraževanja vsem ostalim učencem. No, v tem primeru se pa učiteljem v bistvu omogočijo oziroma ravnateljem omogočijo dodatni ukrepi, se pravi, ko gre za nekega problematičnega učenca, da lahko ne samo, da dajo ukor, kar se zdaj dogaja, ampak da ga lahko tudi začasno v bistvu mu odredijo šolanje na daljavo, ga začasno izključijo, če je res taka velika nevarnost za vse ostale, ali pa ga pošljejo v poseben program za socializacijo, torej da se usposobljena ekipa strokovnjakov ukvarja s tem otrokom, ugotovi, kje so njegovi primanjkljaji pri socializaciji, in z njim zelo poglobljeno dela, preden se ga nato vrne v šolski prostor. In to so rešitve, ki so jih v bistvu predlagali tudi sami učitelji, ravnatelji, strokovnjaki z področja psihologije otrok, tako da jaz mislim, da so to prave stvari, zdaj žal nam pa koalicija ne prisluhne. Tudi po teh zadnjih odmevnejših posnetkih, ki sem jih omenila, pravzaprav še naprej govori, da se je treba pogovarjati in naslavljati težave in tako naprej in pač nekje se vrtimo tukaj v tem krogu. Si nekaj želela dodati? Ja, drži. V bistvu na ta način otrokom ne damo jasnega sporočila, da so ta dejanja družbeno nesprejemljiva. Se pravi, da je nasilje nesprejemljivo, ampak jim dajemo vedeti, da bomo tolerirali to nasilje, ker ničesar ne naredimo, ne postavimo neke kazni, ki se nam zdi ustrezna za to, kar so oni naredili. In to pomeni, da bojo otroci samo še nadaljevali s tem, ker vidijo, probal sem zdaj premakniti to mejo, saj vedno pri otrocih govorimo o tem, da skušajo nekako premikati meje in videti, do kod lahko grejo. In če jih ne ustavimo, bojo nadaljevali s tem in bojo lahko njihove dejanja v bistvu še hujša v naslednji ponovitvi. In to, kar si že na začetku omenila, da je ena psihologinja z Ptuja v bistvu razlagala, da se otroci zelo dobro zavedajo, kaj bojo povzročili svojemu sovrstniku z nekim takim dejanjem, nasiljem, se pravi, da mu bojo povzročili bolečino.
Se pravi, tega se otroci zelo, zelo dobro zavedajo. Tako da v NSI tudi ne pristajamo na argumente nekaterih strokovnjakov, kakor si pravijo, da pač otroci ne vejo, kaj počnejo. Ker to enostavno ne drži. Ne? Marsikateri otrok je že dovolj se zaveda svojih dejanj in posledic, da pač ve, kaj počne. Zdaj, kar nekaj pomislekov je ob teh debatah tudi, da bi bilo treba kaznovati starše, ne? Vsekakor pa jih bolj vključiti v cel proces, recimo, če imamo zdaj pred očmi predvsem šolski prostor, ne? Tukaj lahko nekaj šola naredi, ostalo potem, kar je izven šolskega prostora, tudi če gre za medvrstniško nasilje, nima več toliko vzvodov. Ja, drži. Vse se v bistvu začne pri starših in vzgoji doma. In tudi, ko se recimo ukvarjamo s tem, kaj bi bile zdaj posledice za nekoga, ki stori neko dejanje oziroma kaznivo dejanje, je to, se pravi, šele posledica. Želimo, da bi bilo teh primerov čim manj in to pomeni, da bi mogli na drugi strani še toliko bolj okrepiti preventivo, ki pa je v tem, da se pravi nekako tudi starše opolnomočimo in pomagamo pri vzgoji otrok. Je pa res, da to je zelo široko družbeno vprašanje in je tudi vprašanje tega, kako kot družba gledamo na neke osnovne vrednote, ne vem, od tega, da je družina temeljna celica družbe. Veste, da v zvezi s tem so bili v zadnjih letih ali pa desetletjih zelo veliki premiki in vedno, ko se kaj takega velikega zgodi, tudi vprašanje, kako to potem vpliva na se pravi, delovanje družine, ali pa tudi z vidika tega, kje sploh še imamo avtoritete, a ne? Če jih povsod razbijamo, od, ne vem, cerkve, šolstva, zdravnikov v zadnjem času, jasno to vpliva tudi potem na cel ustroj družbe in na koncu na otroke. Pa da ne bom zdaj preveč zašla. Ja, tukaj pri starših se vidi marsikje primanjkljaj, v bistvu, da ne vem, ko imamo v podmladku precej učiteljev in zadnjič mi je nekdo rekel, sploh ne morem verjeti, da smo prišli do točke, ko starši enostavno učitelju, zato ker imajo enega problematičnega otroka, rečejo, jaz nimam več nadzora nad otrokom, zdaj pa vi naredite, kar še lahko. To je meni grozljivo in si sploh ne predstavljam, kako lahko prideš do te točke. Ja, če bomo nadaljevali v tej smeri, bomo začeli preveč moralizirati. Ja. Zato bi v bistvu tako zaokrožila to debato o vzgoji in medvrstniškem nasilju in v tej smeri. S tem, da smo ta vprašanja tudi izpostavili na nedavni programski konferenci, posebno razpravo smo namenili vzgoji. Razprave so se osredotočale na to, da bi bilo treba v šolski sistem vnesti več uporabnega znanja, manj kopičenja podatkov, več spodbujanja kritičnega razmišljanja, več poudarka dati veščinam, neki finančni pismenosti, digitalni pismenosti in neke te razprave in naše rešitve smo zajeli v en dokument, akcijski načrt za prenovo šolstva. Nekaj si že povedala o vzgojnem vidiku, zato te v to smer ne bom več spraševala, ampak kaj od teh poudarkov se ti je mogoče najbolj vtisnilo v spomin? Vendarle so bile to debate ne samo politične, ampak tudi strokovne, tudi strokovnjaki so sodelovali na njih. Drži. Zdaj programska konferenca kot tudi predlogi za pač ukrepanje so v bistvu zajemajo vsa področja, tako ta vzgojni vidik, o katerem smo že govorili, kot tudi čisto vprašanje recimo učnih načrtov, kaj želimo, da se naši otroci učijo, do tega, kakšna naj bo vloga učitelja, da se jim povrne avtoriteto, da se jih tudi ustrezno nagrajuje, izobražuje, jasno, za vse v bistvu, tudi digitalne tehnologije, ki prihajajo. Pa seveda na drugi strani tudi otroke, da ne pustimo same v tem digitalnem svetu brez nekih znanj, kako se sploh znajti. Tako da mislim, da so stvari zelo celovito zastavljene. Zdaj je pa seveda vprašanje, kako bomo to udejanjili. Trenutno poteka prenova učnih načrtov, ampak se mi žal zdi, da gre v napačno smer, da še nismo dojeli, da
je treba učencem posredovati znanje za življenje, stvari, ki jih bodo lahko zelo praktično uporabljali. Še vedno smo zelo na tem faktografskem učenju, se mi zdi. In tukaj so tudi otroci sami na nedavnem otroškem parlamentu povedali, da si želijo več nekih uporabnih znanj. Tako da tukaj mislim, da bi gotovo bilo treba prisluhniti in to upoštevati tudi v učnih načrtih, ki pa naj po eni strani tudi dajo učiteljem mogoče malo več svobode pri tem, kako, dobro, se to že zdaj imajo, ne, kako bodo izpeljali ure, ampak z vidika čist nekih zelo določenih znanj, ne, je treba tudi malo zožiti obseg, zato da imajo oni več fleksibilnosti pri tem, da posredujejo tudi stvari, kot so, ne vem, kritično razmišljanje, ustvarjalnost in tako naprej, ker za to rabiš tudi več časa. Ne moreš zdaj reči, ok, bomo to obdelali v 1 uri, pa smo. Ampak se to razvija. Sploh pa tudi kakšno, ne vem, preverjanje podatkov, ki je danes izjemno pomembno v tem svetu, ko smo zbombardirani z različnih strani z informacijami. Tudi z lažnimi novicami. Tako, lažnimi novicami. Umetna inteligenca je sploh poseben izziv, ker je treba stvari še zelo preverjati. Tako da take stvari bi morali veliko bolj vnašati, tudi učne načrte. In tako kot je bil poudarek na programski konferenci, da bi lahko vsako razpravo dali na en dan, ne, da je toliko zapovedati o vsaki temi oziroma vsakem delu tega šolskega sistema, zato bi midve tudi lahko govorili v nedogled. Pa bomo glede šolstva tukaj zaključili in te bom za konec vprašala še glede tvoje funkcije, s katere se poslavljaš. Omenila sem, da zaključuješ svoj mandat kot predsednica Mlade Slovenije. Lahko rečeš po svojem mandatu, da se za prihodnost krščanske demokracije ni bati? V podmladku smo zelo veliko poudarka zadnjih 6 let, kar ga vodim, dajali temu, da poskušamo mlade jim omogočiti neko izobraževanje. Zdaj, kaj mislim s tem? To, da se sami v sebi v bistvu v osnovi sploh okrepijo, da so bolj samozavestni, in drugo, da najdejo, kje je zdaj njihova vloga v tem svetu in v politiki, kolikor jih ta zanima. Tako da res mladim poskušamo dati možnost, da se izobražujejo, ne vem, javno nastopanje o tem, kaj je zdaj krščanska demokracija sploh, kaj potrebuješ, ne vem, ko delaš z potencialnimi volivci, kako pristopaš do njih. Tako da vsa ta znanja smo jim poskušali predati tudi s pomočjo kakšnih mednarodnih partnerjev, zgledi iz tujine, se pravi, da se čim več povezujemo. Tako da jaz upam, da smo, pa sem tukaj opravila dovolj dobro nalogo, da bodo stvari šle naprej. Predlagam pa, da povabiš v eni naslednjih epizod bodočega predsednika. Bomo videli, kdo bo izvoljen. No, mislim, da ni taka skrivnost, ker je samo en kandidat, ampak najbolje, da sam predstavi, kako gleda na stvari, kako namerava tudi voditi podmladek naprej, pa se boš potem ti, pa poslušalci, gledalci sami prepričali. Zelo diplomatski odgovor. Morava pa povedati tudi, da Mlada Slovenija ni samo politika, je velik del tudi neka družabna nota, se pravi, da ko prideš v ta krog, si sprejet in lahko širiš svoj tudi socialni krog, ne samo znanje. Drži. Zdaj, mogoče sem se malo preveč osredotočila na izobraževanje, ker to je glih najina tema danes, ampak ja, v podmladku smo kar celoviti, kar se tega tiče, od športnega dogajanja, družabnega, do izobraževanja, ki sem ga omenila, tudi nekega političnega. Seveda pa nismo tako zelo usmerjeni v to, da zdaj vsak, ki pride k nam, bo potem nekoč poslanec. Ne, mogoče bo nekdo, ki, ne vem, je lahko tudi PR-ovec, ali pa sam nekdo, ki ga zanima politika in spremlja stvari na lokalni ravni, pa ne bo nikoli nekje v sprednjih vrstah, ampak je pač tisti podpornik, ki jih tudi zelo, zelo rabimo na lokalni ravni, da pač širijo svoje ideje,
da so konec koncev tudi za zgled, a ne, v svojem lokalnem okolju. Ja, to je tudi izjemno pomembno, ne, tudi če nisi v prvi vrsti. Tako da hvala za vse, kar si naredila za Podmladek, za razvoj krščanske demokracije in hvala za današnji pogovor. Upam, da se še vidiva. Hvala za vabilo in lep dan vsem. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.